En lep dober večer. Spoštovani nocojšnji slavljenec Vlado Novak, spoštovana Ivanka Mežan, prejemnica nagrade Bert v eni od prejšnjih edicij. Maskota nagrade Bert, ji rečemo. Spoštovana predsednica Odbora za kulturo pri Državnem zboru Republike Slovenije Violeta Tomić, spoštovani član Odbora za kulturo Jurij Lep, spoštovani kolegi režiserji, kolegi igralci, spoštovani vsi, ki imate radi film ali pa nocojšnjega nagrajenca in ste nocoj tu z nami. Igralci so za nas režiserje navdih, pomembni sogovorniki, obrazi naših filmov, glasovi naših filmov in nocoj nagrajujemo igralca, brez katerega si slovenskega filma ne moremo predstavljati. Njegov opus je zastrašujoč, že približno 4 desetletja velikih vlog na filmu in na televiziji ima za seboj. In pričakujemo, da sledijo vloge tudi v 5. desetletju njegovega ustvarjanja na filmu in na televiziji. Nocoj si bomo ogledali enega od starejših filmov, v katerih je nastopil, to je Kavarna Astoria režiserja Jožeta Pogačnika. Ob tej priložnosti se moramo zahvaliti Slovenskemu filmskemu arhivu, ki nam je zagotovil kopijo filma. Zahvaliti se moramo Slovenski kinoteki, ki nas gosti tako kot vsakič, in tudi Slovenskemu filmskemu centru, ki sofinancira naš program. Nagrado bomo podelili po filmu, po podelitvi pa nas tradicionalno čaka še pogostitev, torta in zdravica. Tako da vas zdaj kar vabim, da si skupaj z nami ogledate film, potem pa sledi še lepši del mogoče nocojšnje ceremonije. Hvala. Okej, kot da še nisem navajena. Delo na filmu človeka ohranja mladega, ker se Vlado Novak ni spremenil v 30 letih, skoraj nič, ste morda opazili. Zdaj pa me je doletela čast, da preberem obrazložitev nagrade. In sicer: Vlado Novak, prejemnik nagrade Bert za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre. Vlado Novak je igralec par excellence, tako v gledališču kot na filmu. Vlado sicer pravi, da je imel na začetku kariere z igro pred kamero precej težav. Mogoče zaradi zavedanja o večnosti trenutnega filmskega zapisa ali pa zaradi navajenosti na gledališče, ker ima igralec na voljo veliko več časa. Ko pa je začel film dojemati kot nekaj manj usodnega, mu je steklo in mu teče še danes. Doslej ima za sabo že več kot 60 različnih filmskih vlog. To je sicer precej manj kot v gledališču, kjer jih ima najmanj 2-krat več, a je za slovenske razmere še vedno zelo, zelo, zelo veliko. Vlado meni, da je treba vlogo izbirati po kvaliteti in ne po kvantiteti, zato je večkrat privolil tudi v zelo majhne vloge. A še pri tako majhni zmeraj najde kaj zanimivega. Ponujenih vlog nima navade odklanjati, je pa pri samem oblikovanju vlog kar siten in ga imajo zaradi tega nekateri režiserji poln kufer, spet drugi, bi si upala reči, da večina, pa so mu neizmerno hvaležni, kadar naredi kaj po svoje. Zdi se, da vsako filmsko vlogo realizira brez prevelikega napora in kakšne posebne metode, vedno je z dušo in srcem pri stvari. Strašno rad ima komične vloge, še posebej prepričljiv pa je pri upodabljanju malega človeka. Ima empatijo do preprostih malih ljudi, takih s tragično humornimi usodami, med katerimi je preživel velik del svojega življenja. Zato ni nenavadno, da je širšemu filmskemu občinstvu najbolj znan po vlogi avtomehanika Gajaša v filmski uspešnici Marka Najbršnika Petelinji zajtrk. Vlado se zna preleviti v kožo tudi povsem drugačnih likov, kot so na primer advokat Karol Gatnik v filmu Umetni raj,
Doktor Zdravič v primeru Felix Langust, transvestit balerina v Barabah, paznik Albert v Zvenenju o glavi, Silvijin oče v Traktorju ljubezni in rock'n'rollu, pa psihiater Radek v filmu Marko skače, direktor Podbregar v Stanju šoka, delavec Max Bigec v Zmagi ali kako je Max Bigec zasukal kolo zgodovine in župan Franta v novem filmu Vsi proti vsem. Pa smo jih zdaj našteli samo nekaj, 10%, se mi zdi. Kljub kakovosti in priljubljenosti pri občinstvu Vlado svoje igralske kariere ne mistificira in zavrača privilegiran zvezdniški status. Pred 3 leti se je poslovil od aktivnega igranja v mariborski Drami. Pravi, da se z upokojitvijo ni nič bistveno spremenilo. Sedaj lahko izbira, kaj bo delal, in delal bo samo tisto, kar ga zanima. Tako je zdaj Vlado na veselje filmskih ustvarjalcev in gledalcev še pogosteje igra v filmih in televizijskih nadaljevankah, kjer nas že desetletja navdušuje s svojimi upodobitvami filmskih likov. In ostaja, in upamo, da bo še dolgo ostal, nepogrešljiv obraz slovenskega filma. Nagrado Bert bo pa podelil moj režijski kolega in Vladov kar nekajkratni sodelavec, režiser Andrej Košak. Izvoli, Andrej. Nagrado Bert prejme Vlado Novak. Dragi prijatelji, drage gospe in gospodje, kolegi, kolegice, najlepša hvala za to priznanje. Bilo je v Idriji, s prijateljem Gojcem sva se pripravljala na predstavo, ki jo igrava v produkciji Ptujskega gledališča. Ker imam jaz malo več časa, ker on igra namreč mojo ženo, veste, on se mora malo več pripravljati na to predstavo. Pripravi si oprsje, se namaže in tako naprej. Jaz sem imel pa malo več časa, pa sem šel na eno kavo, pa sem še njemu obljubil, da bom kavo prinesel. Potem pa sem se usedel, kavo so mi dali in zazvoni telefon. Bil je Matevž Luzar in mi je povedal to novico. Seveda, jaz sem rekel, ti veš kaj, hvala lepa, da si mi to povedal, ampak še dobro, da sedim, ker na to pa res nisem pomislil. Res, prisežem, iskreno. No, zdaj, kar je, ne. Daj. Sej dolgo ne bom govoril, rad bi se seveda zahvalil kolegom, ki so moje delo prepoznali kot dovolj kvalitetno, da to visoko priznanje dobim. Ponosen sem predvsem zato, ker gre za nagrado, ki jo dajejo strokovnjaki, ki se celo življenje ukvarjajo s filmom in se tudi bodo do konca ukvarjali s filmom. Se pravi, da slovenski film poznajo. Drugič, mi je to zelo ljubo, ker ta nagrada oziroma to priznanje nosi ime po Bertu Sotlarju, ki je napravil ne samo kariero v slovenskem in jugoslovanskem filmu, ampak tudi izven bivše Jugoslavije. Pa, kaj sem še hotel povedati, nekaj zelo važnega? Ja, seveda. Zelo sem ponosen, da sem se znašel v takšni družbi, kot je naša draga Ivanka, Boris, Štefka, še en Boris, Iva, ki je žal, tako kot Štefke, ni več med nami, Špela Rozin in vseeno malo sem zmeden, pa verjetno sem koga pozabil. Se opravičujem. Še enkrat lepa hvala vsem in
Hvala tudi moji Jelki, ker me je pač 35 let tolikokrat čakala, da se pripeljem iz Ljubljane. Hvala lepa. Zdaj pa kar gremo nekaj rezati ven, ne. Je tako, je prav. Prosila bi nagrajenca, da še mogoče par sekund ostane za fotografijo, tukaj lahko v dvorani. Vse vas vabim po teh obveznostih nagrajenčevih na torto, v preddverju in na pijačo. Pa vabim vas seveda na vse nadaljnje večere Društva režiserjev. Naslednji bo 11.12., bo pa na temo produkcije. Vlado, še enkrat najlepša hvala, da si bil z nami nocoj. Hvala vsem, da ste prišli in se vidimo na žurki.